Noč nisem spala po noč. Pa ti? Nekaj sem spal, ja. Sam bi pa spal še boljš, če mi ne bi eden skozi luči prižigal pa kuril mojega melatonina. A tudi vi slabo spite? A pa veste, da je za slab spanec lahko kriv tudi hormon melatonin? Živijo in dobrodošli nazaj na kanalu diagnostičnega laboratorija Medicare Plus, kjer vam laboratorijske podgance prinašamo zanimive vsebine s področja osebne diagnostike. Peljemo vas pa tudi v zadnji laboratorija, zato da boste videli, kaj se dogaja z vašimi vzorci. Evo, prazniki so že za nami in večina vas je najbrž novoletno jelko že pospravila v klet. Vreme se je v letu 2019 začelo zelo obetavno, ampak to pa ne prikrije dejstva, da je januar najbolj depresiven mesec. In z depresijo sta povezana tudi dva hormona. Ja vem, spet smo pri hormonih, a ne? Ampak za hormoni se mi v diagnostičnem laboratoriju Medicare Plus res veliko ukvarjamo. In danes bova govorila o melatoninu, nekaj pa tudi o kortizolu. Preden pa gremo na melatonin, prej sva omenila, da je še en drug hormon, ki je povezan z izgorelostjo in depresijo. To je hormon kortizol. O kortizolu sva že govorila v enem izmed prejšnjih videoposnetkov, zato predlagava, da si ga pogledate. Link najdete spodaj v opisu. Dajmo pogledati melatonin. Nima tako negativnega preznaka kot kortizol in je tako imenovani dober hormon, ki uravnava veliko procesov v telesu. Melatonin recimo skrbi za to, da zaspimo, ker povzroča zaspanost. Potem poskrbi, da se upočasni prebava in upočasni se dihanje. Deluje kot zelo močen antioksidant, skrbi in uravnava cirkadiani ritem in pa je zelo pomemben za normalno delovanje imunskega sistema. Melatonin nastaja v žlezi češeriki v možganih, pa tudi v očesni mrežnici, leči, gastrointestinalnem traktu in nekaterih drugih tkivih. Največji organ, ki proizvaja melatonin, pa je ravno koža. Količina melatonina, ki ga telo lahko proizvede, pa je v bistvu odvisna od svetlobe. Sproščanje melatonina je poleg svetlobe odvisno tudi od časa v dnevu. Januarja, ko so dnevi najkrajši, se v bistvu melatonin začne sproščati prej in to lahko poruši naš cirkadiani ritem. K temu pa tudi čisto nič ne pripomore sprememba ure, na katero se telo v bistvu šele navaja. Se pravi, spat hodimo v isti uri, ampak v zimskem času je to 1 uro kasneje. Zato ni čudno, da po zimi v bistvu začnemo zehati že v 5 popoldne. Ja, in na eni strani se torej melatonin začne sproščati prej, se pravi zato, ker je prej temno, na drugi strani pa gremo spat kasneje in to lahko privede do težav s spanjem. Melatonin namreč med nočjo precej niha. Začne naraščati takrat, ko pač ne bi šli spat. Najvišja vrednost lahko izmerimo v tako imenovani REM fazi, najnižja je pa potem zjutraj, se pravi koncentracija melatonina zjutraj je precej nižja od tiste koncentracije zvečer. Ker je melatonin v bistvu promotor spanca, je zato v zimskem času lahko spanje moteno, saj je tudi cikel izločanja melatonina krajši. Nekateri smo tako prej zaspani in zvečer precej manj produktivni, drugi pa se prej zbujamo in težko nazaj zaspimo, če se zbudimo sredi noči. Težava pa je precej bolj izrazita tudi, ko ljudje pridemo v zrela leta, saj tako kot ostali hormoni tudi z leti nivo melatonina upada. Melatonin bi tako lahko bil eden izmed razlogov za nespečnost. Poleg tega pa je pomanjkanje melatonina vpliva še na motnje v spolnosti, motnje v spominu, predvsem na področju dolgoročnega spomina, hiperaktivnosti, problemi z depresijo, glavobolih, migrenah in pa motnjah razpoloženja. Pomanjkanje melatonina pa lahko povzroča tudi sezonsko razpoloženjsko motnjo, ki jo imenujemo tudi zimska depresija. Sezonska razpoloženjska motnja sodi med atipične depresivne motnje. Se pravi, gre za motnjo razpoloženja, ki obsega vsakoletno doživljanje teh depresivnih epizod v zimskih mesecih, ko je manj naravne sončne svetlobe. Najpogosteje izbruhne novembra, ko se zmanjša količina dnevne svetlobe in vrh doseže januarja oziroma februarja, zmanjša pa se s prihodom sončnih marčevskih dni. Po najpogostejši razlagi naj bi se vzrok za depresivno razpoloženje skrival v pomanjkanju svetlobe v zimskih mesecih in s tem pomanjkanju melatonina. Druga razlaga pa je, da naj bi se živčni končiči oziroma nevrotransmitorji zmedli med menjavo letnih časov in to zmedo pa naj bi odpravila prav izpostavljenost sončni svetlobi.
Zato depresivno motnjo načeloma lahko zboli vsak. So pa precej bolj izpostavljeni tisti ljudje, ki živijo na predelih, kjer je pozimi manj sončne svetlobe, se pravi, so dnevi pozimi krajši, ali pa tam tudi med letom prihaja do velikih sprememb v količini dnevne svetlobe. Poleg klasičnih simptomov depresije pa so za to motnjo značilni še razdražljivost, huda utrujenost, dolgo spanje in pa zelo povečana potreba po ogljikovih hidratih. Tako da, če se vam zdi, da ne spite dobro in ste kar naprej zaspani in utrujeni in vam zelo paše kruh, potem imate verjetno premehne količine melatonina. In to se da tudi zmeriti. Melatonin, podobno kot kortizol, lahko merimo iz krvi ali pa iz sline. Ampak ker ste zvedeli, da koncentracija melatonina je odvisna od časa v dnevu, bi nas torej bolj zanimalo, kakšen je naš melatonin zvečer. Ampak kaj lahko greste zvečer dati kri? Ne, ker so laboratoriji zaprti. Zato ga boste bolj enostavno zmerali iz sline. Melatonin se značilno spreminja tekom noči, to so zdaj že večkrat povedala. In normalno vzorčenje zato poteka pred spanjem, vmes med spanjem in pa zjutraj, ko se zbudite. In na ta način dobimo krivuljo gibanja melatonina. Na podlagi te krivulje pa vidimo morebitne nepravilnosti v izločanju tega hormona. Na drugi strani pa pacientom, ki mislijo, da imajo nizek melatonin, svetujemo, da vzorčijo pač takrat, ko imajo težave. Da pojasniva. Če zvečer težko zaspite, je verjetno vaš kortizol še vedno previsok, melatonin pa prenizek. Če se zbujate sredi noči, potem je možno, da je melatonina premalo. Koncentracija melatonina bi morala biti sredi noči najvišja. In še zadnji primer, če se zjutraj prezgodaj prebudite, potem je verjetno vaš melatonin že porabljen. Melatonin sicer obstaja v obliki tablet, ampak raje ne posegujte po njih, če niste prepričani, da ga imate premalo. Tako da veste, če že nekaj časa ne spite dobro, ni nujno, da je kriv moški, ki smrči zraven vas, ampak vam lahko nagaja zimska depresija ali pa imate premalo melatonina. In za boljši spanec in pa posledično višji melatonin se pred spanjem izogibajte stvarem, ki pač znižujejo vaš melatonin. In to je svetloba, modra svetloba, to je tisti night shift, ki ga imate vsi tisti, ki imate iPhone, in pa seveda stvarem, ki zvišujejo vaš kortizol. To so kava, kofein, alkohol in pa sladkarije. In pa prepir zaradi smrčanja. Če bi video všeč, nama stisnite like, spodaj se lahko naročite na kanal. Midva se zdaj vračava v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau!